Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni. Upam, da ste zdravi in da ste se navadili na nov način življenja. Pozivam vas, da spoštujete ukrepe pristojnih institucij. Začel se je torej tretji teden akcije Ostani doma in bodi teniško aktiven, otroci pa ste daj doma že četrti teden. Vse to pa seveda velja tudi za športnike, ki še vedno ne morejo normalno trenirati. Danes nam bo svoje izkušnje zaupala. Ladies and gentlemen, to the right of the chair, on the other side of the net, from Ljubljana, Slovenija, Kaja Juvan. Živijo, Kaja! Ja, Kot vidim na družbenih omrežjih, že zelo pogrešaš tenisne potovanja, se motim? ne, res je. Je kar malo dolgočasno brez tenisa. Je, ne? Kako je bilo zdaj slišati, ko te je sodnik na stolu poklical? Ja, zanimivo, no. Že nekaj časa se ni tega slišala. Mislim, da bo čez par mesecev še slabše. Ravno to, ja, vsa tekmovanja so prekinjena zdaj že do 13. julija. Si preštela, koliko dni je to? Ogromno, ne? April, maj, junij. Kako ti sprejemaš vse to? Raje ne štejem dni, ker bi bilo preveč žalostno vse skupaj. Ampak ja, jaz vseeno mislim, da je to ena lepa priložnost, da ta kondicijski del pridobim. Zdaj delam dosti na fizični pripravljenosti sama, tako da upam, da se bo poznalo na koncu. Ja, no, ko si ravno omenila telesno pripravljenost, na Facebooku smo videli številne posnetke vaj, tudi psom, ne? Ja, definitivno. Moj pes Blue mi vse nekako mi pomaga narediti vse skupaj zanimivo, tako da meni se zdi super, da lahko še koga vključim noter. Kako pa je s prehrano? Blue verjetno veliko poje, kako pa ti? Skrbiš za pravilno prehrano zdaj, ko... Ja, trudim se skrbeti za pravilno prehrano, je pa sigurno težje, glede na to, da je veliko teh videov okrog kroži z različnimi temi tutoriali, ki te učijo kuhati stvari, tako da se tudi kdaj pregrešim, no, moram priznati. Aha, kaj pa si se naučila skuhati, če ni skrivnost? Včeraj sem delala jabolčne piškote, ampak zdrave. Pol sem tiramisu delala, ki ni toliko zdrav bil. Veliko zdaj kuham nekih makaronov, pa tudi meso smo naredili na žaru, tako različne stvari ima. Torej, kuhaš, delaš kondicijo, kako pa je z loparjem? Koliko ur na dan imaš loparo v roki, morda je v tvoji postelji ali kaj podobnega? No, v posteljo ga še nisem dala, ampak se pa trudim, da je vsaj malo v bistvu, pač, da ne izgubim tega občutka, tako da moj trener Robi Cokan, on dela vaje vsak dan na Facebooku, v bistvu, ki pomagajo tenisačem, tako da jaz potem delam, ne vem, eno uro pa pol. Tudi imam manjšo steno doma, tako da tudi malo tja odbijam, da ne pozabim nekako. Se mi zdi pa to še vedno dosti pomembno. Ja, omenila si svojega trenerja Robija Cokana, ki vsak dan na Facebooku objavlja vaje. Res ima veliko domišljijo, kar dela in dela te vaje. Kaj misliš, mu jih bo zmanjkalo? Jaz mislim, da vsako vajo lahko narediš še malo drugače, tako da tudi če bo šel v krogu, bo vedno nekaj novega, nekaj zanimivega, tako da mu še nekaj časa jih ne bo zmanjkalo. Dobro, ne, ker sva ravno pri tvojem trenerju. Z njim sta bolj ali manj že vso kariero. Kakšne so morda prednosti in slabosti tega, da imaš istega trenerja že od samega začetka? Opiši nam ta odnos. Ja, v bistvu jaz mislim, da je odnos s trenerjem eden izmed najbolj pomembnih stvari, oziroma pač ta odnos je najbolj pomemben za samega igralca, za razvoj igralca. Jaz mislim, da se moraš zelo dobro razumeti z njim. Sigurno se z Robijem zelo dobro poznava, dela z mano že od majhnega, ve, kako sem se razvijala, ve, katere stvari mi pomagajo na igrišču, katere ne. V bistvu času je pa zaradi tega, ker se toliko časa poznava, včasih malo težko skupaj, ampak jaz mislim, da je to v vsakem odnosu, tako da nekako vedno najdeva pot, da se zabavava oba v tem procesu. Kako pa se je spreminjal morda ta odnos, tu mislim predvsem tvojo stran, bila si namreč majhna punčka, zdaj pa si odrasla oseba že.
Ja, jaz mislim, da jaz in Robi pač odraščava, da se učiva veliko novih stvari. Jaz tudi sama v svojem tenisu več stvari opažam. Tudi v bistvu se mi zdi, da se lažje pogovarjava o teh stvarih, kaj je pomembno zame, kaj pač se mi ne zdi toliko pomembno pri kakšnih stvarih. Sigurno je lažje zdaj poslušati pa verjeti, ker tudi sama malo poznam že, kako hočem igrati, malo že opazujem sama punce, tako da Robi pa tudi se skozi uči in tudi on mogoče malo drugačen pristop kdaj uporabi kot prej, ko sem bila mlajša. Tako da jaz mislim, da je zelo pomembno, da in trener in igralka rasteta pač nekako z isto hitrostjo. No. Že dolgo časa pa imaš kondicijskega trenerja, tudi Mirana Kotnika. Z obema si nekako premagala tudi to težko obdobje srednje šole, kjer se mnogi zaustavijo, ko ne vidijo več možnosti za uspešno prepletanje šole in športa. Kako zdaj z distance gledaš na to obdobje? Kakšen je morda tvoj nasvet za tiste, ki so zdaj v 1., 2., 3., 4. letniku? Ja, jaz imam v bistvu še vedno psihologinjo tudi, Tjaša Jezernik. Jaz mislim, da so oni trije, torej Miran, Robi in Tjaša, najpomembnejši člani trenutno in so tudi bili v srednji šoli. Pač ena taka stvar, ki mislim, da je vsak rab. Jaz sem imela veliko težkih časov, pač utrujen si, poskušaš se učiti, nekako pol greš na trening, mogoče malo bolj utrujen kot drugače. In se mi zdi, da so vsi me dosti poslušali v tem procesu, vsi so se prilagajali, dosti so se pogovarjali z mano. Vedeli so, da si želim delati, meni se zdi, da je bilo to zelo pomembno. In definitivno, če mi ne bi pomagali v tistih časih, bi pač verjetno nehala, ker ne bi videla volje za naprej, so mi pa tudi nekako naredili zanimivo v tistih časih. Mogoče je Robi pa Miran sta vključila drugačne vaje, malo bolj zanimive. Se spomnim, eno obdobje smo veliko se teh različnih iger za občutek igrali, ker v bistvu je tudi drug aspekt tega bil zelo pomemben. Tako da v bistvu brez truda vseh ne bi prišla do sem, kjer sem v tem trenutku. No. Omenila si tudi torej športno psihologinjo. Kakšni pa so njeni nasveti za to obdobje, v katerem smo zdaj? Se kaj pogovarjate? Ja, mi da se zdaj precej pogovarjava preko telefona, torej pač v živo, nažalost ni te opcije, ampak ona je vedno zelo optimistična, meni se zdi to zelo pomembno. Nekako smo se strinjali, da poskušamo vzeti najboljš, kar lahko iz tega obdobja. Mislim, da je to eno super obdobje, da ne samo, da pač nekaj naredim na kondicijski pripravi, ampak tudi na v bistvu sebi, na svojem življenju, da mogoče neke druge stvari raziščem, ki jih prej nisem imela časa in da se res dobro pripravim na naslednje turnirje, ki bojo prišli. Ko ravno govoriš o tem, da razmišljaš o drugih stvareh, pa morda, če se vrnemo zdaj na tvoj začetek, tole pokažem vsakomur. Kakšne so bile tvoje sanje male Kaje in kakšne so zdaj? Ja, v bistvu mala Kaja je imela, tako kot velika Kaja, precej veliko različnih sanj. Jaz v bistvu, ko sem bila majhna, meni je bilo samo pomembno, da sem nekako zmagovala v stvarih, da sem se premikala. Tudi v šoli sem vedela hotela biti najboljša. Predvsem pa mogoče je bilo vse skupaj še malo bolj, pač nisem imela toliko določenih ciljev, kot jih imam zdaj. V bistvu, jaz sem takrat pač samo igrala tenis za zabavo. V bistvu si še nisem predstavljala, da bom teniška igralka. Nekako sem vedno vsem govorila, da jaz bom tenis igrala, ampak 13. 14. leta pač si nisem zares mislila, da bom. V bistvu, meni se zdi, da sem nekako zelo lepo šla čez to obdobje najstništva. Saj sem še vedno najstnica, ampak se pa čas zaključuje, tako da čez te izkušnje, v bistvu, ko sem, ne vem, velikokrat izgubljala, veliko ljudi ni verjelo vame, nekako, pač kdo bi pri 12 rekel, da bo meni kaj uspelo na mednarodnem nivoju, tako da predvsem imam zdaj veliko več nekako samozaupanja v to, tudi delam si različne plane, meni se zdi, da je pomembno, da najprej majhne korake osvojiš, preden
gledaš na velike, tako da jaz mislim, da neko znanje je prišlo z vsem tem. Omenjala si različna obdobja, zdaj si v tistem obdobju, ko moraš iz mladinske preiti v člansko konkurenco in to je vedno zelo težko. Kaj ti je morda najtežje v tem prehodu iz mladinske v člansko konkurenco? Jaz mislim, da v bistvu sem počasi že nekako stopila noter v to člansko konkurenco. Imam že kar nekaj tekem tukaj, imam že kar nekaj v bistvu izkušenj na tem področju, tako da predvsem se mi zdi najtežje, ker so punce toliko bolj močne, v bistvu fizično pripravljene, tudi bolj so nekako, v bistvu se gre v teh vzponih pa padcih v igri, katerih je pač dosti manj v članski konkurenci, kakor jih je v mladinski. In to mora pač vsaka punca, vsak tudi fant pač spoznati. In v bistvu so zelo majhne razlike, tudi od 500. mesta, od 1000. mesta do 100. mesta. V bistvu moraš delati na zelo specifičnih stvarih, da se pol naredi velika razlika na koncu. No. Koliko pa se morda primerja s tekmicami, morda zadnjih 5-6 let? Jasno je, da v Sloveniji ni toliko denarja, kot morda v katerih večjih državah. Koliko si bila ti obremenjena s tem, ko si videla, da imajo tekmice boljše razmere za delo, več sponzorskih sredstev, če so seveda te razlike bile s temi vrstnicami, s katerimi si ti tekmovala in še tekmuješ? Sigurno so neke razlike. Mislim, jaz sem imela ful srečo, oziroma še imam zelo veliko srečo, da moja starša sta v bistvu vedno me nekako hotela oddaliti od tega. Nikoli se nismo veliko pogovarjali o denarju, ker me nista hotela obremenjevati s tem. Sigurno je bila ena faza, ko v bistvu smo bliže pač mogoče nista mogla čisto vsega plačati, pa sta že razmišljala na različne opcije. Seveda se to zgodi, ko pač vse več potuješ, vse več stroškov je trenerja, vse bolj profesionalno želiš igrati, ampak v bistvu nekako cela moja ekipa je delala, da smo čim bolj prišli skozi in da pač enkrat, ko se potem začneš pogovarjati s puncami, mogoče zveš, kdo ima boljše razmere, mogoče več potujejo, ne vem, imajo boljše ekipe plačane, ampak meni se zdi, da je polih ta čar, ki ti uspe nekaj z nečim pač majhnim. Jaz upam, da v bistvu jaz tudi delam za to, da mogoče pač bom pa lahko enkrat jaz nekomu naredila razliko, nekomu pomagala, ki si bo zelo želel, pa mogoče ni imel ali pa ne bo imel te sreče, kot sem jo jaz imela, da smo finančno lahko prišli skozi, da so prišli sponzorji v pravih časih. Če ostaneva pri tej temi, prej si omenila tudi potovanja. Kako si ti potovala morda v tistih mladinskih časih? Si bila veliko sama, kako si se soočala s to samoto, da na turnirju velikokrat, ali pa tudi ne vem, kako je bilo, ni bilo trenerja, veliko deklet, fantov se sooča s tem, da trenerji enostavno ne morejo zraven. Jaz v bistvu večino časa je bil še vedno moj trener z mano. Jaz sem začela prve na 14. In pač pri 14 je zelo težko biti sam še. Je pa res, da pač nekako je bil ta prehod zelo hiter, tako da v bistvu ta samota je tako del teniškega življenja. Jaz mislim, da to se vsak počasi navadi, da mu je lažje zdaj, če res tenisač ni tak karakter, da je lahko sam, pol mu je lahko to bližje. Ampak mislim, da nam je to tudi pomagalo za zdaj, ker pač nimamo možnosti iti ven mogoče. V bistvu ti zelo pomaga v določenih situacijah, da lahko nekako jih bolj odreagiraš na njih, se bolj znajdeš. V bistvu jaz prvi turnir, vse turnirje, ki smo potovali nekako bližje, torej smo šli, ne vem, na Hrvaško, Italijo, Avstrijo. V bistvu moj prvi turnir, ki sem je bil torej pa ne vem, če niso bile Firence, no nekje v Italiji in
nisem vedela, če bom prišla sploh v kvalifikacije in je šel moj oči z mano in potem, ko so bilo konec kvalifikacij, sem sama ostala tam in nekako sem pol prišla do polfinala, kljub temu, da sem bila sama tam in ja, v bistvu so mi tudi pomagali drugi ljudje iz Slovenije, prijatelja na turu, da ti ni toliko dolgočasno, no, vse skupaj. Ja, že prej si nekaj omenjala starše, torej, kakšna je bila njuna vloga? Prej sva jih omenjala seveda v vlogi denarja, vendar pa na splošno podpora in vse ostalo. Kako je bilo? Jaz moram reči, da sta oba dva res super odreagirala. Oba dva sta zdravnika, tako da ne vem, če sta si predstavljala, da bom šla čisto v tako smer na začetku. Je pa bil moj oči športnik, igral nogomet, tudi in jaz mislim, da je bilo ključno to, da sta mi v bistvu dala to svobodo, noben me ni silil nikamor. V bistvu ima je tudi zelo pomembno bilo, da me izobražujeta, to pomeni, da sem pač še vedno v šolo hodila, tudi če mi je v tenisu šlo vse boljše. In skozi to nekako sem pa res imela priložnost, da želim delati. Tudi na koncu, če bi zdaj želela nehati, bi me podpirala pri temu, vedno sta mi stala nekako ob strani v dobrih in v slabih trenutkih. In ja, sigurno dve najbolj pomembni osebi v mojem življenju. Jaz sem samo hvaležna, da v bistvu me vedno toliko podpirata pri vsem, kakor lahko, po drugi strani pa me vedno nekako porineta, da grem čim dlje, kakor lahko v eni stvari. Omenila si izobrazbo, kaj se zdaj dogaja na tem področju, zdaj je malce več časa, si ugotovila kaj novega glede tega? Ja, jaz sem se odločila, da se bom vpisala na online faks, oziroma sem zdaj v postopku vpisa. V bistvu se pač začne z majom, je nov semester oziroma poletni semester in takrat lahko v bistvu začnem ta faks, ki je v bistvu vse prek interneta iz Indiane, ki je tudi v bistvu povezan z VTA-jem, torej pač mi krijejo en del tega, mislim, da 50% ali pa še več. Tako da jaz bom s tem začela, najprej je v bistvu usmeram v nekaj, ki se bom odločila, kaj bo to. Dobro, morda zdaj prekinem tok svojih vprašanj z vprašanji z Facebooka. Jakoba Merviča zanima, kdo je boljši v miniču, torej v mini tenisu, Robi ali ti? To je pa bitka, ki se še ni končala. Moram priznati, da na trdi podlagi ga večkrat jaz dobim, jaz premagam, na pesku pa kaj drsanje, pa mislim, je majčkeno boljši, je pa res, da me on hitro sprovocira, tako da je tudi to pri njemu prednost, bolj kot pri meni. Na kakšen način zna provocirati Robi? Ja, mislim, že dovolj me pozna, da ve točno, kaj me nekako sproži v tisto, oziroma pač gre se samo za to, da me vrže ven iz mojega fokusa. Ja, mogoče, ne vem, kakšne besedne. Kdaj me malo goljufa, pa me pol razjezi, ampak začne goljufati, ja. Pa morda, če zdaj ostaneva pri tej temi, nekako, če vizualizirava, da imaš jutri finale Wimbledona, danes imaš zadnji trening, kakšen mora biti ta, da boš ti jutri samozavestna? Nadal bojda nabija, pa kamor gre, kako pa je pri tebi? Mora za dobro samozavest na zadnjih treningih zadevati notranjost igrišča?
V bistvu je zelo odvisno, s kom igram naslednji dan. Ja, to pomeni, da sem verjetno zelo dobro igrala. Ja, jaz se v bistvu bi držala sam rutine, ker se jaz res dobro počutim na igrišču. Potem mi je pomembno tisto neko ogrevanje, mogoče kakšno specifično ogrevanje za nasprotnika. Torej, ker mi kdo, ne vem, recimo proti Sereni specifično smo pač imeli enega sparing partnerja, ki je igral malo več spina, se ti zdi, da ti bojo prav prišle tudi, ne vem, kakšni drop shoti ponavadi, če je nasprotnica kaj malo večja, dajo malo Malce nama je prekinjalo, upajmo, da se je vseeno slišalo, pa morda še eno vprašanje Gabi Zaviršek. Katera je tvoja vzornica in s katerimi igralcem bi igrala v mešanih dvojicah in zakaj? Jaz v bistvu nimam prav vzornice. Torej, če so to drop shoti, ne vem, ali pa raznovrstnost v igri, gibanje. Vseeno s Federerjem poskušala igrati, mislim, meni se zdi, da bi bil v vsakem primeru zelo prijazen, verjetno, tako da, pa mislim, da je dobil medaljo na olimpijskih ne vem, mi je vzor še vedno ali pa bil. Ja, upajmo, da se tole slišalo, še vedno imamo nekaj težav, tako da morda kar pridemo k koncu. Kaja, Juvan v teh časih želi sebi in drugim kaj? Da čim več družite z svojo družino, s svojimi najbližjimi in se zaposlite, ker lahko da bo trajalo še nekaj časa. Ja, hvala lepa, Kaja, da si vzela čas in srečno. Hvala. Ne pozabite, torej, majhni dnevni cilji, ki jih izvajamo redno, lahko pripeljejo do izjemnih rezultatov. Se vidimo v petek, ko se nam bo pridružil Blaž Rola. In ne pozabite na teniške vaje, ki jih še naprej pripravlja Kajin trener Robi Cokar. Več o projektu Ostani doma in bodi teniško aktiven pa na družbenih omrežjih in spletni strani Tenis Slovenija. Tam lahko več izveste tudi o novi nagradni igri. Pazite nase in se vidimo v petek.